Pozdravljeni. Pred začetkom dirkaškega vikenda na Portugalskem je prav, da se ozremo še malce nazaj, kaj se je zanimivega zgodilo. Pred nami je tedenski komentar novic številka 17. Kot običajno, tudi tokrat se bomo ukvarjali s 4 različnimi sklopi novic, ki bodo skušali osvetliti različne tematike na področju Formule 1. In seveda, kot običajno, tudi tokrat gre za komentar novic in ne za njihovo obnovo. Kolikor koga zanima, kaj je pisalo v tistih originalih, ki jih citiram med prispevkom, ima vse bližnjice seveda v opisu. A da ne bomo predolgi kot ponavadi, najbolje, da začnemo s prvim sklopom. Marsikdo izmed vas je verjetno zasledil novičko, da v Monaku so pripravili dirko veteranskih bolidov Formule 1. Na njej je tudi nastopil Jean Alesi, na razpolago je imel Ferrari Nikija Laude 312 B3/74 in ko je vodil, je praktično doživel trk in končal v zaščitni ograji. Sam bi se tu rad skliceval na tisti članek, ki je bil objavljen na spletni strani motorsport.com 25. aprila. Če ste novico zasledili na kakšnem drugem viru, je prav tako dobra. Namreč zgodi se, da tudi na takih dirkah gredo na polno in seveda vsak si želi zmagati. Rad bi poudaril nekaj, kar je mene dobesedno zmotilo. Seveda, kot vsakega izmed vas, ko smo videli tisti trk, je verjetno zabolelo srce. A še bolj me je zabolelo srce, ko sem videl številko na bolidu. Seveda, marsikdo izmed vas bo rekel, pa kaj. A vkolikor gre za tisto dirko veteranov, je po mojem osebnem mnenju prav, da so ti taki, kot so bili, naprimer v tem primeru leta 1974. Številka 27 na tistem bolidu ni imela kaj iskati. Prvič zaradi tega, ker v skuderiji Ferrari takrat so imeli številki 11 in 12. 11 je imel Claire Regazzoni, 12 pa Niki Lauda. In ker 27-tica je bila dodeljena takrat drugemu bolidu ekipe Hill. Vem, številka Gillesa Villeneuva je v srcu vseh navijačev skuderije Ferrari in prav je tako. Ampak Gilles Villeneuve je tisto številko dobil komaj leta 1981 in ne 74. Takrat ga niti ni bilo v Formuli 1. A problem je še nekje drugje. Namreč viri pred to dirko so tudi navajali, da je bil prisoten René Arnoux. Tudi on je imel na razpolago Ferrarija prav tako 312 B3. In tudi na njegovem bolidu je pisalo Niki Lauda, le da je imel René številko 28. In slučajno tudi on je končal ob zaščitnih ograjah. In sedaj, nič kaj takega in nič hujšega, vse se da popraviti. A hotel bi pripomniti nekaj. Vkolikor je bil nekdo tako pozoren, da je Jeanu dal številko 27, bi lahko na bok bolida napisal tudi pravo ime. In enako velja za Renéja. In mislim, da če smo dali določeno pozornost Jeanu, je prav, da bi jo dali v raznih virih tudi Renéju. A da ne bom tako kritičen. Da je dirka zgodovinsko pomembnih bolidov v Monaku bila, je izjemno dober znak. To pomeni, da je proga pripravljena za tisto pravo dirko Formule 1. In letos upam, da jo bomo lahko tudi videli. Pojdimo raje naprej. Dobra novica iz Japonske. 24. aprila sem na spletni strani racefans.com prebral novico, da so organizatorji velike nagrade Japonske podaljšali pogodbo do sezone 2024.
pomeni, da bomo imeli zopet priložnost gledati dirko v Suzuki, kar je po mojem osebnem mnenju super novica. Namreč proga je ena izmed tistih legendarnih, ki so nekako zgodovinskega pomena za celotno Formulo 1 in mislim, da vsi mi navdušenci imamo radi to dirko. A treba je povedati, da COVID-19 pušča globoke posledice tudi v Formuli 1. Spomnimo se, da letos velika nagrada Avstralije je bila prenešena v drugo polovico, velika nagrada Kitajske je bila odpovedana in seveda tiste velike nagrade Vietnama nismo videli in je verjetno tudi ne bomo. Po drugi strani smo imeli tako možnost videti zopet dirko v Imoli, kar je po mojem mnenju dobro, in bomo lahko videli zopet veliko nagrado Portugalske. Seveda, vsaka zadeva ima pozitivne in negativne strani, a to, da na Japonskem si želijo prirediti dirko za veliko nagrado, je izjemno pozitivna novica. Po mojem osebnem mnenju, navdušenci in navijači iz Japonske so eni izmed najbolj simpatičnih in najbolj srčnih v celotnem cirkusu. Z velikim veseljem vsako sezono opazujem, kaj vse so si izmislili in koliko truda so vložili v izdelavo določenih navijaških dodatkov. A vseeno, do sezone 2024 upam, da bomo videli vse izvedbe velike nagrade Japonske in tudi na tistih drugih dirkališčih, kjer pa letos ne kaže prav dobro. A pojdimo raje naprej. V našem tretjem sklopu si bom pa malce dovolil biti kritičen, malce bolj kot ponavadi, da smo si na jasno. Namreč 26. aprila sem na spletni strani RaceFans zasledil izjemno dobro razlago Katea Coltrana. Ta je analiziral dogodke velike nagrade Emilia Romagna, vezane na Lewisa Hamiltona in ja, zopet govorimo o njegovi vzvratni vožnji in vračanju na progo. Lepo je predstavil vsa dejstva in tisto, kar je zapisano v pravilniku, ter mislim, da je lahko vsakdo v prebiranju tistega članka razumel, zakaj Lewis Hamilton ni kršil pravil in zakaj ni bilo potrebno niti preiskovati njegovih dejanj. In sedaj se bo marsikdo vprašal, zakaj sem povedal, da bom kritičen do tega članka, ker je bil objavljen 26. aprila. Podobno razlago sem sam objavil 19. aprila, takoj po dirki, ko je bila zadeva dobesedno še aktualna. In mislim, da marsikateri navdušenec bi z veseljem lahko prebral tisto razlago in imel lahko tudi argumentirano mnenje, ali je Lewis Hamilton napravil prekršek ali ne. Teden dni po vsej polemiki je po mojem osebnem mnenju malce prepozno, kajti škoda je bila narejena. Verjamem tudi, da so se marsikateri viri dobesedno naslajali nad tistim dogodkom, kajti razprava, polemika, kreganje generira določeno število ogledov. A to je slabo za šport in Formula 1 je šport, ki ga imam rad, zato se trudim po svojih najboljših močeh, da mu ne naredim škode. Zato bi rad, da taki članki, kot je bil ta na RaceFans, so objavljeni prej. Kajti vkolikor sem sam sposoben to generirati prej in sam nimam ne vem kakega znanja in nimam veliko sledilcev, pomeni, da oni kot recimo temu profesionalci so toliko bolj sposobni od mene. V tem primeru smo videli, da so zaostali za cel teden. In to je tisto, kar je deležno z moje strani velike kritike. A da si ne bo kdo mislil, da RaceFan ni dober vir, kar se tiče Formule 1. Najprej se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 23. aprila na italijanski spletni strani revije Autosprint. Tam navajajo izjavo Georgea Russella,
kako bi bilo treba popraviti progo v Barceloni. Izbrisati šikano tam na koncu in tako napraviti zadevo bolj zanimivo za njih, voznike in tudi za gledalce. A v članku je navedeno nekaj enkratnega. To, da so novico povzeli po že prej citirani strani Race Fans, kjer so imeli ekskluzivo. Nekaj, kar v mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, ne zasledimo. Namreč mnogokrat ste lahko opazili, da se trudim poiskati tisto izvorno novico, tisti članek, kjer je bil prvikrat objavljen naprimer določen intervju oziroma povzeta določena izjava. In seveda tudi članek v Autosprintu nam ni dal tistih pravih odgovorov. Namreč marsikateri navdušenec ni razumel, kje je pravzaprav tista šikana, ki bi jo rad izbrisal Russell. Seveda, zato je bilo potrebno pogledati original, kjer so bili toliko prebrisani in so dali celo shemo proge. In če pogledamo na progi, vidimo brez kakih velikih težav, kje je ta šikana. A nič takega. Poudariti sem hotel to, da tudi v Formuli 1 imamo vire, ki so vestni, ki navajajo, od koga povzamejo določeno novico, in druge, ki pač tega ne storijo. Na nas, navdušencih, je seveda, da izberemo tisto, ki nam je bolj všeč. To še ne pomeni, da izberemo tisto najboljšo oziroma najslabšo. Gre za subjektivni izbor. A vseeno pri navajanju določenih novic je prav, da vemo, od kod izhaja. Tako bomo tudi hitro določili, kdo je kaj dodal in kdo je kaj odvzel. A to za ta 17. del našega komentarja novic je vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.